Italijanski Lignano je gostil prvo dirko slovenskega državnega prvenstva v kartingu. Uvodno dejanje nove sezone je potekalo na najdaljšem dirkališču leta, slovenskim dirkačem pa so delali družbo tudi italijanski kolegi. Državno prvenstvo v kartingu bo imelo letos 6 prireditev. V Lignanu so se dirkači merili v razredih KZ2, KF2 in KF3 ter v Mini 60. Brenčanje se je na dirkališču začelo s kvalifikacijami. V najhitrejšem razredu KZ2, kjer je bila tudi najbolj množična konkurenca, se je med Slovenci za nedosegljivega izkazal Žan Humar. Mladi dirkač iz Nove Gorice je na italijanski progi upravičil vlogo tihega favorita. Ja, kvalifikacije so šle kar dokaj dobro. Po pričakovanjih ni prav, smo čakali lih še malček boljše za prvo mesto. Samo vse lih dobro. In zdaj se pač gremo v borbo za prefinalno in finalno dirko. Humar je že na kvalifikacijah med Slovenci pokazal premoč, razlike med ostalimi slovenskimi dirkači pa so bile bistveno manjše. Vrh razreda KZ2 je že na začetku sezone nadvse širok. Najbližje Humarju sta bila na kvalifikacijah Alen Hvalica in Janez Prešak. In kje se skrivajo osnovne skrivnosti priprave gokarda? Pri samem gokardu lahko nastavljamo različne trdote aks, potem optiko, se pravi kolesa damo lahko narazen skupaj, potem pri samem motorju imamo pa recimo uplinjač, prestavno razmerje pa izpuh, recimo, to so tiste ključne stvari, katere lahko pač nekje menjamo. Potem so pa še druge manjše detajli, ki loviš čiste stotinke pa desetinke. Čeprav so bile Humarjeve ambicije po kvalifikacijah visoke, se mu v polfinalni in finalni dirki ni uspelo potegovati za prestižno zmago. V polfinalu je padel na skupno tretje, v 26 krogih finalne dirke pa je izgubil še 2 mesti. Dirka je bila pač napeta, smo dvakrat štartali, v drugo smo malo slabo sem štartil, sem malo zaostal. Potem čez dirko pač Hrušč ni delal najboljše, ko sem si predstavljal, da bo delal. Naskakovali smo vsaj stopničke v skupnem seštevku, tudi v Italiji. Pač se ni šlo, za državno pač smo zmagali. Samo pač ni to, kar sem si pričakoval. 15 sekund oziroma 4 mesta v skupni razvrstitvi je za Novogoričanom zaostal Janez Preša, ki je s tem v razvrstitvi državnega prvenstva osvojil drugo mesto. V finalu je veliko mest izgubil dotlej drugouvrščeni Alen Hvalica, tudi sicer pa smo med Slovenci videli precej preobratov. Največji preskok je uspel Blažu Podlesniku, ki mu je na kvalifikacijah odpovedal motor. Štartati je moral z zadnjega mesta, a se je z vztrajnim prehitevanjem uspel zavihteti na končno 3. mesto. Glede na to, da nimam toliko izkušenj na takih progah, ki so zelo nagomerane, sem kar zadovoljen, tudi avto smo zdaj v drugi rundi dobro ujel, tako da sem tudi lahko do konca pripeljal. Tudi kondicijsko sem se kar, nisem nič padel, ni bilo nobenega, v bistvu, da bi na začetku pa pol padel tempo, ampak je bil tempo kar skozi bliža nizko, tako da sem zadovoljen. Sigurno je bilo za pričakovati, da bo Humar tukaj izstopil, zato ker so pogoji ta pravi, no ne takih pogojih navajen. Naslednja dirka je v Celju, kjer pogoji bo povsem drugačni kot tukaj. Jaz bom trdo delal, no, in vsi bomo trdo delali in tudi upam, da se bomo približali, ampak bomo čez prvi. V združeni dirki razredov KF2 in KF3, kjer so vozili zgolj slovenski dirkači, sta se za zmago potegovala Lucija Miklavec in Urban Marolt. Miklavčeva je dirko končala kot prva, a je bila kasneje diskvalificirana. Zmaga je tako pripadla Maroltu, drugi je bil Erik Sajovic in tretji Jure Andrijanič. V razredu Mini 60 je do cilja prišel le en slovenski dirkač. Dirko v skupni razvrstitvi tega razreda je po tesnem razpletu dobil Nik Popovič. Njegov edini slovenski tekmec Mark Kos je bil hitrejši v polfinalu, nato pa je v finalu že v prvem krogu odstopil. Karting je že od nekdaj valilnica kasnejših prvakov v različnih disciplinah avtošporta. Toda v letošnjem državnem prvenstvu ne gre zgolj za naslove prvakov in posamične zmage, temveč tudi za privlačne nagrade ob koncu sezone. Najboljšim dirkačem se po zaslugi ekipe Lema Racing obetajo testi formule Renault in pokalnega Renault Clio. Mi že v bistvu kar pomnem delamo za ta bencin in
nas to želje naprej in bi rad tudi drugam pokazali, kako to izgleda. En tak prav dirkalen avto, ali Formula, ali Clio, ali ni važno kaj. Tako da, kaj pa vem, radi bi tam slovenski motošport mogoče malo popularizirali, ali pa ne vem, kako ne rečem. Sicer je to težko v teh časih finančnih, ampak jaz mislim, da če je želja, je tudi pot. Že sedaj ste vljudno vabljeni na naslednjo dirko državnega prvenstva v kartingu, ki bo 25. aprila v Ljubečni pri Celju.